Dober večer. Dobrodošli na petem predvolilnem soočenju na Pop TV. Živo iz sodnega stolpa v Mariboru. Coj iz oči v oči. Robert Golob in Janez Janša. Soočenje bo vodila Petra Krčmar. Dober večer, želim dobrodošli. Torej, lep pozdrav iz sodnega stolpa v Mariboru, prostora z dolgo zgodovino. Kdo pa bo imel vajeti v rokah glede naše prihodnosti, ob tem, da ima precej dolgo zgodovino in brado tudi politični razkol med levo in desno opcijo v Sloveniji. No, ključno vprašanje pa, kdo ima od tega največ in predvsem, kaj imamo od tega državljani. Skozi dosedanja soočanja se vse jasneje izrisuje politična slika, na kateri Čopič vihtita predvsem dva glavna tekmeca. Po javnomnenjski anketi Mediane, prvi trikratni predsednik vlade, ki je na tem položaju skupaj sedel 7 let, Janez Janša, in drugi v predvolilnem utripu, ki je vlado prvič vodil zadnja 4 leta, Robert Golob. Iz oči v oči tokrat v Mariboru, dva pogleda, ena država, Robert Golob, Janez Janša, pozdravljena, spoštovana gosta. No, povabili pa smo tudi soprogi, Urško Bačovnik Janša in Tino Gaber Golob, da povesta, ali imata morda vpliv na odločitve svojih soprogov, če kakšne in kakšno mnenje imata o protikandidatu. Gospa Bačovnik Janša, pozdravljeni, dobrodošli. Najprej bo seveda vprašanje za gospoda. In sicer konkretno, kaj bi v tej fazi predvolilne kampanje, vemo, da smo v zadnjem tednu, to je finiš pred volitvami, in ob vseh razvojih dogodkov tega tedna in prejšnjega, od vsebine razkritih posnetkov, kako potekajo dogovarjanja v ozadju, ter tudi današnjih razkritij glede vmešavanja tujih obveščevalnih služb v slovensko demokracijo. Kaj bi gospod Golob najprej konkretno povedali gospodu Janši? Gospod Janša, meni je strašno žal, ampak na podlagi dogodkov, ki smo jih danes pričali, jaz moram povedati, da vi niste dober človek, da vi nimate radi Slovenije, da je edina stvar, ki vas zanima v življenju, je kako se boste dokopali do oblasti, ker je za vas Slovenija plen. Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine, kjer so te isti ljudje načrtovali, na kateri bi celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In žal je to največji škandal, kar smo bili priča v Sloveniji kadarkoli od osamosvojitve. In meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda, ne moja, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih. Ena sama, veleizdaja. Gospod Janša, se strinjate predvsem kaj? Gospod Janša, kaj bi vi v tej fazi predvolilne kampanje sporočili gospodu Golobu? No, jaz vidim, da se mandat končuje tako, kot se je začel. Z nekimi izključevanjem, z nekim obtoževanjem, z nekimi težkimi besedami. Na začetku je bilo rečeno, da gre za fašizem, zdaj pa za veleizdajo. Zdaj, če gre kje za veleizdajo, potem mislim, da to veleizdajo lahko najdemo v današnjem poročanju o tem, kako se je kradlo iz državnega podjetja GEN-I. V Ameriki bi za nekaj takšnega ljudje sedeli 300 let. Pa tudi, kar se tiče tega, kar ste omenjali, jaz lahko nekaj rečem tudi o tem, kolikor vem, kako so bile stvari odkrite, ampak vendarle se najprej pogovarjamo o tistemu, ki je banko ropal, koliko je ropal, kdo je bil oškodovan, potem pa šele o tistemu, ki je ta rop odkril. Gospod Golob. Da ne bo nesporazumov. Zdaj povem, da vse te obtožbe, ki letijo, najprej povem, nedotakljivih v Sloveniji ni. Jih ni. Vam se zdi to smešno, ker ste pred sodiščem ravno takrat, ko so vam sodili, vzprizarjali linč nad sodniki, ampak ne, nedotakljivih ni. In kdorkoli je zagrešil kakršnokoli kaznivo dejanje, bo za to odgovarjal. Pred sodiščem, ker verjamem v pravno državo. Kar se tiče pogovorov, ki so bili posneti
In vse, kar se tiče mene, jaz zdaj pozivam, ker vem, da se ljudje sklicujejo na me, verjamem, da se sklicujejo, verjamem, da se 10 ljudi vsak dan sklicuje na povezave do mene. Nihče ne rabi to povezave preko kogarkoli kot posrednika. Moj e-mail je javen, robert.golob@go.si. Vsak, pozivam zdaj, vsak, ki ima kakršenkoli indic, da je kdo zahteval, Bog ne daj, denar za to, da pride do mene, nehaj takoj prijaviti. Gospod Vsak. Janša, ja. Ne rabimo skrivnih posnetkov izraelskih obveščevalcev. Zato, da zdaj povemo tisti, ki bi zahteval kakršenkoli denar ali obljubljal v mojem imenu karkoli, pošel sedeti, prijavite ga, če ga poznate. Gospod Janša, torej... Če pa take osebe ni. Gospod Janša, torej ni nedotkljivih? Ja, gledajte, jaz mislim, da so. In tisti, ki je najbolj nedotakljiv v Sloveniji, je za gospoda Goloba kraljica. To je Zoran Janković. Leta 2014 je Zoran Janković v kamere zagrebške televizije izjavil, da on nikoli ne bo zaprt, zato ker je bil vedno politični nasprotnik Janeza Janše. Za gospoda Goloba pa je Zoran Janković kraljica in paradirata vsak dan skupaj. Tako da, gledajte, imamo inštitucije, ki žal delajo samo v eno smer in je naravnost žalostno, da korupcijo, kot kaže, v Sloveniji odkrivajo tujci. Kar se pa tiče posledic pa tega, mogoče bi gospod Golob pojasnil, zakaj je vlada nenadoma, potem ko se je to najavljalo celo leto, spremenila odločitev, da se bo Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael. Zakaj preobrat, gospod Golob? Nobenega preobrata ni. Treba se zelo jasno zavedati ene stvari. 2 tožbi potekata v tem trenutku pred mednarodnimi sodišči. Tudi gospod Janša to dobro ve. Ena je tožba Južne Afrike zaradi genocida. Ta tožba teče. Ta tožba ni na Sloveniji in vloga v Sloveniji v tem je sorazmerno majhna. Druga tožba je tožba pred mednarodnim sodiščem za verjamem dobrega znanca gospoda Janša, vsaj enega od tistih, ki jih on ceni. To je izraelski premijer Netanjahu. V tej tožbi ima Slovenija zelo veliko vlogo. In zato smo dali prednost temu, da bomo najprej naredili vse, kar lahko kot država. Da bomo zločinca pripeljali pred sodišče, čeprav je vaš prijatelj. Ne pa, da bomo najprej obsodili cel narod izraelski za genocid. Ker verjamem, da je treba dati najprej poudarek na individualno krivdo zločincev. Torej ni bilo nobenih... Šele potem pa obsojati celoten narod. Ker veste, kaj je genocid? Genocid pomeni, da je nek narod genociden v svoji naravi. To je bil razlog, zakaj se nekateri od ministrov Svobode niso pridružili tej tožbi. Torej ni bilo kakšnih pritiskov, da bi pritiskali na vas, da bi se to zgodilo? Prosim, pritiski Iz tujine se so lahko samo na eno stran. Vedno lahko pritiskaš na tistega, ki ti je nekaj dolžen. Danes vemo, kaj je gospod Janša dolžen izraelskim paraobveščevalcem in strankarskim kolegom gospoda Netanjahuja, ki jih je obiskal marca lansko leto v Izraelu. Se tega niti ni skrival. Tako da, če lahko kdo izvaja pritiske. Mogoče pa vprašanje zanj. Ali se izvaja genocid v Gazi? Ali ne? Ali je to, kar počne Netanjahu in njegova vlada, zakonita samoobramba? Trenutno v Gazi vlada relativni mir. In ta mir... Vedno se izgiba govorom. Trenutno v Gazi vlada relativni mir, glede na to, kaj je bilo prej. In tega miru niste vi dosegli, ko ste rekli, da boste spadali, spuščali pomoč ali ne vem kaj. Ampak so to dosegle vele sile, ker so se pač neke stvari dogovorile. Kar se tiče pa to, da noben ni vplival na vas. Zdaj, ko sem se vozil v Maribor, sem poslušal izjavo vaše zunanje ministrice, Tanje Fajon, ki je rekla nekoliko drugače. Rekla je, da so bili pritiski in da se ji zdi čudno, kako so se nekatera stališča spremenila. Tako da lahko vi govorite o kogarkoli. Predlagam, da se naslednjič svojo zunanjo ministrico uskladita, preden dajete take izjave. No, pa če se zdaj... A se vrnemo na vprašanje? A sem samo jaz opazil, da nobeno vprašanje ni odgovoril, ampak da je kar obrnil temo na zunanjo ministrico, ki je danes ni tu. Jaz razumem, da se soočava mi dva. Sooča se SDS in Svoboda, ker to sta 2 poti,
ki bojo ljudje izbrali v nedeljo. Pa sta usklajena z zunanjo ministrico? Pojma nimam, kaj je izjavila, ne morem komentirati nečesa, kar ne poznam. Ne vem, kaj je izjavila, vi ste poslušali na radiju. Ne gre za to, kaj je kdorkoli izjavil. Mene zanimajo vaše izjave, gospod Janša. Mene zanima vaša predelitev. Vi povejte. Gospod Golob, jaz sem svoje povedal, pa tudi Kot vedno, nič. Tudi še enkrat lahko ponovim, Slovenija po temu razkritju korupcije ne bo več enaka. Zdaj, če se institucije, ki so doslej gledale predvsem eno smer, ne bodo zganile, bo moralo tukaj priti do reform. In naslednja nedelja je zelo pomembna, potrebujemo ustavno večino razuma, da temu rečemo ne, in da ne bo več takega sprenevedanja, kot ga poslušamo sedaj. Če mene vprašate, tistemu, ki je to razkril, to korupcijo, je treba v Ljubljani postaviti spomenik. Jaz tudi vem, ko... Veste, kako bo izgledalo, če bo po njihovo od nedelje naprej? Ko toliko govorijo, tako da bojo nezakonito prisluškovali vsakomur in ga snemali vsakogar, kjerkoli se jim bo zdelo potrebno. Če bo to v gostilni, bo v gostilni, če bo to na zasebnem pogovoru, bo na zasebnem pogovoru. Če jim ne bo všeč, kar bojo slišali, bojo to z umetno inteligenco obdelali, da bo bolj dojemljivo za tiste, ki jim morajo prehanjati. Če še to ne bo dovolj, bojo poklicali na pomoč tujce. Vse z enim samim namenom, strahovanja slovenskega naroda. In ne, se motite, celo med privrženci SDS-a so taki, ki so spregledali, niti oni si ne želijo živeti v državi, nadzora in popolna... Pa dajmo zdaj to razčistiti, gospod Janša. Danes so nekateri novinarji, plus seveda Nika Kovač, razkrili, da naj bi se 22. decembra na sedežu vaše stranke sestali z agenti izraelske Black Cube, ki naj bi, kot pravijo, trdijo, stali za posnetki, na katerih vplivni posamezniki govorijo o domnevno spornem delovanju trenutnega vrha države, vplivu na policijo, sodstvo, državna podjetja. Pa razčistimo zdaj, ste se sestali s temi izraelskimi agenti? Mi se z nobenimi agenti nismo sestali, ne tega datuma, ne kakšen drug datum. In je zelo smešno, da gospa Kovačeva, za katero ste vi nedavno razkrili, da je financirana iz tujine, danes na tiskovni konferenci govori o tem, kako se skuša na volitve v Sloveniji vplivati iz tujine. Ona vpliva na volitve in je financirana iz tujine. A ste kje opazili posnetke kogarkoli iz Slovenije, ki bi jih danes objavljali? A so komu nezakonito prisluškovali ali celo napeljevali k temu, da v zasebnem okolju govori stvari, ki jih mogoče niti ne misli, zato ker si želi priti do ne vem česa? Kar vam jaz govorim, čem je razlika? Razlika je v tem, da od danes naprej nihče, če bo Janez Janša na oblasti, se ne bo mogel počutiti več varnega. Niti v zasebnem okolju, ko se bo pogovarjal o čemerkoli. Ker bodo vse metode prisluškovanja in snemanja dovoljene. In še enkrat povem, celo tuji obveščevalci, v resnici eni najbolj zloglasnih na svetu. Jaz sem se zgrozil, ko sem videl pri katerih primerih in tudi za katere primere so bili obsojeni, nekateri od teh, ki so bili v Sloveniji na ta dan. V katerih primerih so sodelovali v drugih državah, zato ker so specialisti za natančno taka umazana početja. In meni je že to, da se taka ekipa zglasi v Sloveniji, da taka ekipa skupaj s političnimi strankami Trdite, iz da se je Slovenije. oglasila? Danes na Knovsu je direktor agencije obveščevalne Sova potrdil to dejstvo, da se je ta ekipa na ta dan v Sloveniji zglasila. Da. Ampak tudi na Trstenjakovi? Nisem član Knovsa, jaz vam lahko povem, kar sem dobil od tam. V sredo, ne veselite se prehitro. Se ne veselim. Ja, boljš da ne. V sredo imamo sklican sekretariat SNAV-a, kjer bom tudi sam prisoten in takrat bom lahko imel več podatkov konkretnih, kot jih imam danes. Gospod Janša? Ja, gledajte, zdaj...
ste malo pozabili. Najprej je bila umetna inteligenca, potem so neke glasove priredili, potem je bilo to nekako zlepljeno, a ne? Zdaj je pa to tuja obveščevalna služba naredila. Mislim, zmenite se, za kaj je šlo. Ali je bilo to res rečeno, ali ni bilo res rečeno. Ali te stvari držijo, ali ne držijo. Prvič, tukaj ne gre za to, da bi nekdo prisluškoval, kot vi pravite, državnim organom ali uradnim osebam. Ne, privatnim osebam. Vse, ki sem jih jaz videl, Vsakomur, ki se vama zdi zanimiv. so to privatne osebe. Ena, ki je bivša ministrica, pa se je razglasila za lobistko, kar ni, a ne? Je pa pravnica, bila je ministrica za pravosodje, potem ugledna odvetnica, pa ljudje iz vašega poslovnega kroga. Zdaj, to so privatne osebe. Vi jih obravnavate, kot da gre tukaj za napad na državo. Ne, če je bilo privatnim osebam karkoli kršeno, naj sprožijo tožbe, naj vložijo pač pravna sredstva, itak so pravniki, pa naj se borijo z, ne vem, kaj ste že rekli, black tubom. Jaz sem prvič danes pogledal spletno stran te agencije, za katero pravite, da je to naredila. Sem šel pa malo naprej gledat, obstaja jih kakšnih 500 na svetu. Mogoče pa kdo drug, ne? Torej, vi še vedno trdite, da se z njimi niste sestali? Z nobenimi agenti se nismo sestali. Vidite, kako se izogiba. Ne. Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. Aha. Ne. Že bliže. Ne. Bomo pa šli čez zraven. In verjetno obstaja kak posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred, mislim, da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim. Pred 12. Ne, niti slučajno. V laboristični izraelski vladi, ki se javno oglaša, ki je kritična tudi do sedanje izraelske politike, ki je vodila inštitut za mislim, da International National Security Issues, in zagotovo imate kako sliko, kjer sem je z tem gospodom na kakšni konferenciji, bil tudi v Ljubljani 2-krat ali 3-krat, tako da je s tem nimam nobenih težav. Odkivavate, gospod Golob? Za podjetje, o katerem pa se danes govori, ki ga je čudežno nekje našla Nika Kovač, sem jaz danes prvič slišal. Ponavljam pa še enkrat, če so oni to naredili, vsake jim čast. Gospod Golob? Bom zelo jasen. Pristojne inštitucije so tiste, ki preiskujejo vse, kar je bilo izrečeno v teh posnetkih, z enim namenom, da se ugotovi, če je kakršnokoli kaznivo dejanje ali koruptivno bilo dejansko označeno, narejeno, karkoli. Jaz verjamem, da bojo pristojne inštitucije, ne politika, se opredeljevala do tega, kaj je bilo izrečeno. To je prvo. In kot sem rekel, ni na dotatkljivih. Nikogar ne bomo, še najmanj pa politično ščitili. Torej, ne trdite več, da gre za umetno inteligenco? Ne, počasi. Ali lahko jaz vprašam, kje so te inštitucije, ki bodo to preiskali? Pravna država ima policijo, tožilstvo in sodstvo. No, kjera policija, recimo? V Sloveniji je samo ena policija, ampak lahko nadaljujem to, kar je rekel. Če bi ta policija delovala, ne bi tujci snemali teh pogovorov, po mojem. Včasih se bližamo priznanju, kdo je naročnik za tujce, ampak v redu. Vse to ni podržno. Gospod Golob, če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to. Res, ponosni bili na to. Vas vsi vidimo, kako ste ponosni. Ponosni bili na to. In še enkrat rečem, spomenik bomo postavili tistmu, ki... Kaj je večji ponos kot spomenik? In slovenski davkoplačevalci so lahko že zdaj hvaležni temu, ker ne bo več korupcije, ne bo vaša kraljica več od carskega posla dobila 10%. Tomu, kar smo ravno kar priča. Dve stvari, ki ste mi ostali v spominu zelo. Najprej je bilo, da se ni prisluškovalo uradnim organom, ampak zasebnikom. Vsi vi tle notri ste zasebniki. Vsi. Pripravite se, če pridejo na oblast. Ker je to očitno nekaj, za kar postavljajo spomenike. Ko tujci zasebnikom prisluškujejo brez omejitev. To je prvo.
Mislim, edini, ki se lahko pripravijo, so kriminalci. Res. In drugo, Kriminalci, ki zdaj ne samo, da se jim nič ne zgodi. Oni se počutijo tako varni, da se hvalijo pred tujci za krožnik špagetov, kako to poteka. in drugo, ko se bomo odločali, v kakšni državi želimo živeti. Absolutno. Jaz vedno bom izbral tisto državo, v kateri bodo o tem, kdo je kriminalec, presojali tožilstvo in sodišče. In nikoli zagrenjen politični poraženec. In to je ta razlika. Danes je lahko kazati s prstom, obtoževati, kdo je kriminalec. Ne, zato imamo sodišča. Absolutno. Včasih nam ni všeč, tudi meni ni všeč vedno, kako razsodijo. Tudi meni ni všeč. Ampak a to pomeni, da bom zato zdaj jaz prevzel v roke tudi sodno oblast in začel razsojati, kdo je kriminalec. Pa če tudi stoji pred mano mogoče. Ne, nimam te pravice. In si je ne bom nikoli vzel. Ampak spoštovana kandidat, Gospod Golob, veste, kdo najbolj zaupa slovenskim sodiščem? In to tudi vsakič pove, ko stopi pred kamero. Zoran Janković. Gospod Golob, vas skrbi ta izjava vplivne odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ko gre za 10%. Daš mu to in dobiš vse. Vas skrbi kot predsednika vlade. Glede na to, da se dobro poznate in prijateljujete oziroma sodelujete z gospodom Jankovićem. Najprej mislil sem, da se bomo pogovarjali o prihodnosti Slovenije, lahko se pa tudi o županu glavnega mesta. Odvetnica, ki jo omenjate, z njo nisem imel nikoli v življenju opravka. Nikoli. Vi ste pa je imel. Baje, da je to odvetnica gospoda Janša bivša. Kaj govorijo odvetniki, ne morem komentirati. In še enkrat, če je v njenem govoru ali kdorkoli, ki je takega izjavil, kar si zasluži pozornost in pregon policije, tožilstva in sodišča, lahko zdaj zagotovim, da bomo kot vlada naredili vse, da oni pripeljejo to do konca. Na pravičen in pošten način. To je vse. Če se bo izkazalo, ni nedotykljivih, nihče je nedotakljiv. Če bodo sodišča našla in ugotovila, vsak bo moral odgovarjati. Tudi župan Janković. Tega ne skrivam jaz, tega ne skriva on. To imamo razčiščeno. Ampak vprašanje, kdaj bomo odgovor dobili, volitve so pred vrati, medtem bo to polje političnega obračunavanja. Zdaj je bistvo, na teh volitvah ne nastopa gospod Janković, nastopava mi dva. Kdo bo? Ne, da se o tem pogovarjamo. Vi se sklicujete na institucije. To je temelj moderne države. Da. Institucije, za katere ste vi naročili notranji ministrici, da jih je treba očistiti. To je čista laž. To je čista laž. A niste zdaj v postopku zaradi tega pred institucijami, ki jim vi zaupate? In sem rekel, da bom spoštoval to odločitev, če se bo izkazati. Ja, pa oni so to rekli. Ne, spoštujem njihovo odločitev za razliko od vas. Ja, ne. Tudi to ni res. Ne? Mislim, tukaj poslušamo več stavkov kot laži. Vi ste rekli, da boste odstopili. To nima če bo veze. KPK To je moja ugotovila, da beseda. ste kršili integriteto. To je moja beseda in sem pojasnil in bom ponovno, ker vas to vin zelo žuri. No, povejte. Pa vi ste jo kršil pred mano večkrat, ampak res je, da niste nikoli obljubil, da boste odstopili. Kršil je nisem, zakaj ne, po mojem prepričanju. In to bom dokazoval na sodišču. Zaradi tega, ker ko sem bil vprašan in sem dal to besedo, sem jo dal pod vtisom vaše kršitve, kjer ste omogočili vašemu odvetniku bajne zaslužke pri preprodaji državnega premoženja. Ne več ne, to je ugotovitev, tako je KPK odločal takrat. Pod tem vtisom sem dal seveda svojo zavezo, da če se meni ugotovi, da bom kadarkoli kršil integriteto na način, da bom omogočil materialno korist večjega značaja, da bom zlorabil zakone, da. In koliko je bilo zadržanega dobička na GEN-I leta 2000? kaj zdaj spet obračate? O zakonih govorimo.
vedno, ko govorimo o konkretnih stvareh, gospod Janša obrne temo, ker ne prenese resnično. Gospod Janša. Glejte, neodvisne institucije. Elitno enoto kriminalistične policije vodi gospod Darko Muženič. Gospod Darko Muženič je bil šef odseka za preprečevanje pranja denarja na uradu za preprečevanje pranja denarja v času, ko je Leova vlada v Sloveniji oprala 2 milijardi ameriških dolarjev za iranski režim pod trojnimi sankcijami. Sedel je v parlamentu pred komisijo in smo mu predočili dopise iz državne banke, kjer so uslužbenci pisali, kaj se to dogaja. En Iran z laptopom pošilja denar nezakonito na 75,000 računov po celem svetu jih je razdelil. In smo ga vprašali, zakaj niste reagirali. Gospod Muženič je gledal v tla in je molčal. Vprašal ga je naslednji poslanci in je gledal v tla in je molčal. Vprašal ga je naslednji in je gledal v tla in je molčal. In ta oseba zdaj preiskuje korupcijo. Gospod Golob. Nočem biti odvetnik od nikogar in tudi ne bom. Se lahko pogovarjamo naju, prosim, ker o tem se bojo ljudje odločili. Ljudje ne bojo volili ne Muženiča, ne Dominike Švarc-Pipa, ne Jankovića v nedeljo. Volili bodo Janšo ali Goloba. In oba sta obremenjena za odločitvami KPK. Oba sta obremenjena za odločitvami KPK-ja in nista jih spoštovala. Vi ste rekli, da boste počakali sodišče. Ampak kje je zdaj tukaj, da je politika tista, ki bo določila, ne zakon protikorupcijski KPK? Kdo bo tukaj odločal? Kaj je to? Kaj je za vami integriteta? Kako jo udejanjate? Kaj je integriteta? Sodišče, zakon je zelo jasen. Kdor se ne strinja z odločitvijo KPK-ja, ima pravno možnost, zakonsko, vsi, ne samo mi dva, vsi v tej državi, da se na njihovo odločitev pritoži. In o tem odloča sodišče. Jaz sem povedal, da bom spoštoval odločitev sodišča. Ampak vi ste rekli, da se vam to ne zdi, da ste kršili integriteto. Ne, na podlagi izreka 2 SMS-ov, vse smo jih javno razkrili, katerim bivši ministrici, se pravi nekomu, ki je politik, ko jaz politiku, ki mi je formalno podrejen, izražam zaskrbljenost nad stanjem policije. Ne, zame to ni kršitev integritete. Če pa bo sodišče to odločilo... To je bilo moje vprašanje. Kdo bo zdaj določal? Sicer je bilo 64 strani napisane, razumete? Obstaja posnetek, ki je bil 1000-krat predvajan. Ker ste vi na novinarski konferenci rekli, ministrica, ko se ministrici naročil, da je treba policijo očistiti janšistov, se je ona strinjala. Trikrat ste se zlahali v stavku. Posnetek obstaja. Seveda, a zavrtimo. A staviva, kaj je res? Prosim, ajde, zavrtimo. A staviva, kaj je res? Potem ste bili v studiu nacionalne televizije, pa ste to ponovili. Še za nacionalno televizijo, pa se nismo tako kratkega spomina. Vse jasno in znano. Ampak se vrneva na naju, na vizijo, ki jo ponujeva Sloveniji za naprej. Ampak oba sta že vodila vlado in zato je prav, da vas poznamo tudi z tega vidika. Me pa predvsem nekaj drugega zanima v imenu državljank in državljanov, ko poslušamo debato med vama, gospod Golob, gospod Janša. Vse tole, kar se je dogajalo, vsa ta razkritja, pustimo, svoje bodo seveda organi pregona naredili, ko bodo naredili. Pa vendar, kaj nas ljudje, državljanke, državljani mislijo? Velikokrat navajamo ta podatek iz leta 2018. Na leto izgine po nekaterih ocenah 3,5 milijarde evrov. Kam gre ta denar? Kdo odgovarja za to, da tega denarja ni? Kdo bo s tem presekal? Oba sta bila že na vladi. Zdaj novi obrazi ponujajo tretjo pot. Kdo bo to presekal? Kje je ta denar? Kam gre ta denar? Vemo, zgradili bi lahko 2 druga tira, polovica avtocestnega odseka in dali 14% slovenskih državljank in državljanov povprečno plačo. Se vam zdi to normalno v tej državi? Ne, za del tega denarja vemo. Vemo, kdo pobira 10%. Vemo, komu se je odpisalo 30 milijonov evrov dolga, druge se pa preganja za 2000 evrov dolga. Vemo, o katerih osebah je govorila bivša ministrica. Vemo,
kakšni so načrti s privatizacijo državnega podjetja GEN-I, kjer se pretakajo stotine milijonov. Vse to vemo, gledajte, tja gre denar. Privatizacija GEN-I-ja. Da ali ne, gospod Golob? Privatizacija GEN-I-ja. Mi je všeč, da ste to odprli, ker bomo končno priložnost, da lahko človeka sodimo po dejanjih in ne po besedah. Slišali smo vaše besede? Super. 3 vlade, katerih je bil Janez Janša predsednik vlade. Najhujša možna privatizacija vsega, kar se je dalo, se je zgodila takrat. Naša vlada ni privatizirala v 4 letih niti enega podjetja. Niti enega, še več. Ne samo, da nismo privatizirali nobenega podjetja, celo javno zdravstvo smo okrepili javni del in izgnali dio privatizacijo. Celo visoko šolstvo. Celo visokošolstvo smo okrepili javni del, naprimer Univerza v Novem mestu je javna. Prej so podeljevali privatne koncesije, vi ste dali. In grem nazaj. Se načrtuje privatizacija GEN-I-ja. Budimo konkretni, prosim lepo. Ja. Dejanja so tista, ki štejejo. Mercator. Zakaj imamo danes kmetijstvo in prehrambeno industrijo v težavah? Ker je nekdo prodal in privatiziral Mercator. Ladje. Splošna plovba. Zakaj nimamo več slovenskih ladij? Ker je nekdo Kdo je prodal Mercator? Kdo je prodal Mercator? No, vseh sem vedel, da bo tudi to zanikali, Ne, pa čeprav so prosim, dejstva. odgovorite na moje. Ne. Poglejte. Ja, boste nadaljevali. Samo Uradni odgovorite. dokument. Ne, gospod Golob. Ali Vem, tudi vam načrtujete... ni všeč, da govorimo o dejstvih. Ali načrtujete privatizacijo GEN-I-ja, da ali ne? Ali stojite v zadju in vplivate na to podjetje? Še Svoje enkrat, bivše 4 leta smo imeli časa. Če bi imel ta namen, bi bilo to že izvedeno. A se vam ne zdi? Tukaj je pa uradni dokument. Iz prve Janševe vlade. Uradni dokument. Jaz vam ga izročam, ker ste ga pozabili. Bomo začeli šteti, kaj vse je bilo na seznamu, od tega več kot pol prodano. Uradni dokument leta 2007. Ne boste vi meni o privatizaciji govorili. Vsi, slovenska industrija jekla. Tik pred zlomom. Kdo ga je prodal? Kdo je prodal Rusom? Janez Janša. A bežno. Nova kreditna banka Maribor. Čigavi last je danes? Madžarski. Bom naprej. A kdo je prodal? Bom naprej. Peko tovarna, Snežnik, Inkos, Inles, Glin, urejanje hudournikov, družba za usposabljanje invalidov, vse živo, energetika projekt, javno komunalno podjetje Kočevje, regionalno. Gospod Janša, odgovorite na To to. je uradni dokument. Bomo pogledali, gospod Janša. Hvala lepa, gospod Golob. Mislim, To so dejanja. Glejte, sej ti... Mi se bomo pa med sabo pogovarjali o lepih besedah. Najlažje je lagati v kamero, najlažje. In obljubljati nekaj, kar ne bo nikoli uresničeno. Gospod Janša. Glejte, ti seznami so objavljeni, seštejte vrednost prodanih podjetij v določenih mandatih. Treba je seveda priznati, da nekatere prodaje so bile tudi v času levih vlad, recimo, ko je... V času naše vlade ko je v nobena. času- Nobena. V času Ropove vlade je bil prodan Lek Novartisu, mogoče je bila to dobra prodaja, težko rečemo, da je bilo vse slabo. Kar se tiče pa privatizacije GEN-I-ja, pa ne vem, poslušajte vaše poslovne partnerje z tega podjetja, kaj govorijo, pa poglejte si to, kar mislim, da je objavil samo portal Zanima me, o aktih, ki so se v tem času spremenili. Iz neke strateške naložbe ste naredili, kot piše tam, skupen podvig. Skupen podvig. Za tovarišijo, ki si je tam pripravila zlato podaro. Ne? Kam boste šli, če ne boste imeli več mandata? Meni mi je všeč ta izziv. Verjamem, da sicer ni razumel dosti od tega, kar je povedal, zato ker ni bil v gospodarstvu že dosti časa. Jaz natančno vem, kam bom šel. Povejte. Hvala za priložnost, da lahko povem tudi, kako je GEN-I nastal. Nastal je leta 2002. Bili smo 4. Jaz sem založil denar in najel kredit za plače mojih sodelavcev. 4 smo bili. Začeli smo v privatnem stanovanju.
Iz tega podjetja je v 19 letih zraslo podjetje s 650 zaposlenimi in ni bilo državno na začetku, na koncu je bilo. S 3 milijardami prometa, prihodkov in v času, ko ste vi poskrbeli, da sem šel v politiko in ni nobeno maščevanje, nič ne skrbeti zaradi tega, to je prepoceni finta. Takrat je bilo podjetje razglašeno strani tujih mednarodnih agencij za drugega najboljšega trgovca z električno energijo v Evropi. V Evropi. In če bi imeli, in ker sem začel to podjetje sam, na začetku sem bil 100% lastnik. Potem so v vanu vstopali najprej Istrabenz, Gorenje, Petrol, na koncu država. Če bi imel namen privatizirati, ne bi nikoli podjetja prodal. Pa sem svoj delež prodal z enim samim namenom, ker sem želel, da raste. Ker sem videl, kakšen neizmeren potencial ima podjetje v znanju njegovih zaposlenih in ga ima še danes. Ker je lahko dodano vrednost iz celotnega evropskega trga prinašalo v Slovenijo. Dobro. In še danes so vsi ti dobički v lasti države. In bo tako ostalo. Seveda, se ne more Tako biti bo ostalo. Gospod Janša. Ja, gledajte, Kaj ste pa vi ustvaril? Gospodarstvo. spoštovani gospod Golob, jaz sem bil zraven, ko se je ustvarjala ta država, kjer ste bili pa vi takrat. In se vrnemo v zgodovino. Kje ste bili junija leta 1991, ko je 30 tisoč Slovencev vašega letnika nosilo uniforme in se borilo za To je svoje? to. Kdo živi v letu 91? Ko se mi pogovarjamo o prihodnosti, ker vaše vprašanje je bilo, ali načrtujemo privatizacijo GEN-I v prihodnosti. Se kam vrne gospod Janša? V leto 91. Ker se je tam zataknil. Ampak nočemo, da se zatakne v Sloveniji. Še replika in potem gremo naprej. Še replika in gremo naprej. Kar se tiče optimizma glede slovenske prihodnosti, spoštovani gospod Golob, je bil ta optimizem leta 1991 večji in enotnost Slovencev večja, kot pa zdaj po 4 letih vaše vlade. Bistveno več. In meni je žal, da se moramo danes ukvarjati z stvarmi, za katere takrat sanjali nismo, da se nam lahko zgodijo v samostojni državi, ko bomo sami gospodar na svoji Brez zemlji. izraelskih paraobveščevalcev, da. Glejte, Sami gospodarstvo, da. tudi brez izraelskih paraobveščevalcev. Super, me veseli, da ste se Ni se nam sanjalo, da bodo tujci odkrivali korupcijo, slovenska policija bo pa Se ne. očiščena janšizma. Se, ne. Pa še to, glejte. Mi smo resna stranka, imeli smo nek načrt za zaključek te kampanje. Želeli smo, da pride v ospredje tema, ki je bila zanemarjena doslej, se pravi človek, njegova blaginja, demografija. Tukaj v Mariboru smo ustanovili urad za demografijo v prejšnjem mandatu, lani je bila najnižja rodnost v zgodovini Slovenije. In o tem bomo še govorili. Golobova vlada je to ukinila. Mi smo hoteli to temo pripeljati v zaključku kampanje v ospredje. Na naših plakatih je vesel fant. Ampak a veste, še en problem? Da Zdaj se blaginja- pa s tem ukvarjamo. Ja, blaginja se ustvarja tudi skozi... A veste, če je problem? Zato, ker ljudi tudi zanima in blaginja je tudi od tega odvisna, kam gre ta denar. Zato smo se navodoma pogovarjali o korupciji in spoštovanju integritete, kar seveda pretiče vsakemu najvišjemu. In to je zelo konkreten primer. In ljudi zanima, kam izgiblja ta denar in v čigave žepe. In imajo pravico zvedeti, kam gre. Zato smo se vrnili v preteklost. Je pomembna, zato je pa to sprašujem. Dal jaz konkretno Zdaj se primer. ne obtožujem vas. Ampak samo konkretno, o čem se torej potem v nedeljo odločamo, gospod Golob? Med kom se odločamo? Gremo zdaj korak naprej do vizije. Kaj in kako bomo živeli in kako bo ta blaginja zagotovljena? Se upravičujem. Mi smo v prvem mandatu dobili državo v precej razsutem stanju, nažalost. Si nismo predstavljali, nismo si predstavljali, koliko je narasel javni dolg. Nismo si predstavljali, v kakšnem stanju
v javnih sistemih. Zato smo najprej naredili dvoje. Najprej smo se posvetili najranljivejšim, poskrbeli smo za invalide, pokojnice, ranljive skupine in okrepili javne sisteme. Predvsem imamo v mislih zdravstvo in šolstvo. Verjetno bo to še debata, bom šel kasneje konkretno. V naslednjem mandatu, poleg tega, ker delo še ni končano, reforme se morajo pripeljati do konca, da bojo rezultati pri ljudeh dejansko najbolj vidni. Nekateri so že, naprimer v domovih za starejše, tam je že viden na položnicah direkten rezultat. Nekateri se bojo zdaj pokazali v tekom tega leta oziroma najkasneje leto 2027. In potem pride na vrsto tudi gospodarstvo. Zdaj je čas, da poleg zaključka damo dodaten pospešek gospodarstvu. Na gospodarstvu je tudi marsikaj narejeno, ni bilo pa še celovito. Zdaj smo pripravili program AS, Ambiciozna Slovenija, s katerim naslovimo vse segmente gospodarstva. Jaz z velikim veseljem, ampak bomo potrebovali dosti časa, vsaj 15 minut, z velikim veseljem popeljem vse skupaj skozi program AS, da boste razumeli, kako je treba na gospodarstvo gledati celovito. Hvala lepa, imamo še eno soočenje, boste tam še potem mogoče malce več, gospod Janša. Gospodarstvo oziroma to, kar je zdaj povedal gospod Golob. Ja, lejte, ena od ključnih ovir za hitrejšo gospodarsko rast je tudi tole. Prej sem rabil 2 minuti, da sem tole odšraufal, ker smo se ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi zapletli v regulacijo. Zdaj, ključna inovacija zadnjih 2 let je pritrjen zamašek, medtem ko v Ameriki razmišljajo o tem, da bodo poslali raketo na Mars. In s tem se je izgubilo veliko časa in energije. Se pravi, stvar, ki jo tudi na vašem soočenju nazadnje nismo omenili, ker je bilo malo kaotično, pa smo dobili veliko kritik upravičenih za to iz gospodarstva, je debirokratizacija. Slovensko gospodarstvo se duši v predpisih. Delno po naši krivdi, deloma po evropski, po krivdi iz Bruslja, lani Evropska unija, mislim, da producirala 1400 novih predpisov, v Sloveniji smo jih podobili, koliko to bo gospod Golob vedel. In v času, ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, je pač potrebno neke procese poenostaviti. To je krik na pomoč slovenskega gospodarstva in mi bomo temu prisluhnili na prvem mestu. Že v prejšnjem mandatu je Simičev strateški svet za debirokratizacijo pripravil drugi paket, kjer je vrsta debirokratskih ukrepov, ki bodo dobili prioriteto že takoj po sestavi nove vlade. In seveda tukaj imam jaz najprej bi rekel to, da pač zadolženost Slovenije v času, ko je gospod Golob prevzemal vlado, ni bila višja, ampak je bila nižja kot danes. Koliko milijard je takrat znašal slovenski dolg, pa koliko milijard znaša danes? Je ta cifra večja ali manjša? Ampak ljudi seveda zanima, kako se živimo in kako smo živeli pred 4 leti, kako danes in kako bomo. To je ključno. Tole je gospodarska rast v Sloveniji v lanskem letu, ki je za 30% nižja od evropskega povprečja. Tole je padec industrijske proizvodnje v Sloveniji v lanskem letu. Tukaj se vidi, kako smo mi padli, kako je rasla Hrvaška in tudi Evropska unija bila na 1,5%. Tukaj, glejte, so razlogi za to. To, kar je rdeče, so davčne stopnje v Sloveniji. To, kar je zeleno, so davčne stopnje na Hrvaškem. Vse so nižje. In tole, spoštovani, na naslednjem grafu, je pa ena od posledic tega stanja. To je pa stopnja tveganja revščine med upokojenci, ki je rapidno zrasla v mandatu vlade gospoda Goloba, še posebej v zadnjem času. 111 tisoč upokojencev pod pragom revščine leta 2000. Kako vas skrbi ta podatek? Na metalih je bilo več dejstev, pa nič v prihodnosti bom še jaz raje govoril o tem, kar je vrčeno. Takrat, ko iztržeš en sam stolpec, ki ti je v korist in pozabiš ostale, je lahko biti. To je za naprej. Pa
in za nazaj. In zdaj vam bom pokazal še, zakaj je Tisto za nazaj gre dol, za naprej gre pa gor. Ja. Ne, pa bom pokazal. Bom pokazal, zakaj je v lanskem letu prišlo do zaostajanja v prvem in drugem kvartalu. To je lansko leto po kvartalih, kvartal četrtletje. Res je, v prvem kvartalu smo imeli izrazito upad gospodarske rasti. Res je, ne skrivamo. Že v tretjem in četrtem smo nad evropskim povprečjem. Zakaj se je zgodil upad v prvem kvartalu, pa delno v drugem? Zaradi tarifne vojne. Kdo je sprožil tarifno vojno? A je sprožila ta vlada? Je bilo samo proti Sloveniji, to je bilo za celo EU. Žal je tudi v Nemčiji so bili efekti enaki. Slovenija je izvozno gospodarstvo, na to smo ponosni. Cel svet je naš trg. In ko je predsednik Združenih držav razglasil tarifno vojno cel v svetu, tudi v Evropi, je prišlo do podobnih efektov. Ne samo v Sloveniji, ampak žal, tudi v naših največjih trgovinskih partnericah, v Nemčiji, Avstriji in Švici. To so dejstva. Zato smo imeli kot posledica nedelovanja. Ja, imate radi slike, lepo. Mislim, še vam pokažem. Glejte, srečali ste predsednika Združenih držav, počakali ste ga v zasedo pred WC-ji, pa bi mu rekli, naj tega ne Kakšni nivo. Gremo na gospodarstvo, pustim te trače njim, ker to znajo. Edino. Pa je, da smo v Sloveniji del zahodne demokracije in zahodnega tržnega gospodarstva. Eden od objektivnih pokazateljev, ni nujno najbolj pravičen, je pa objektiven, kako dobro gre državi, gospodarstvu, je rast indeksov, borznega indeksa. Naša borza je majhna, ni najbolj likvidna, ampak tukaj so podatki o rasti vrednosti delnic na Ljubljanski borzi v času tega mandata. Nikoli še ni bilo take rasti kot v tem mandatu. Ni še konec. Ne, smo poslušali trače. Če smo lahko poslušali traše o WC-jih, bomo poslušali tudi dejstva. Tukaj so podatki o dobičkih borznih družb v Sloveniji. V lanskem letu 2025, kljub tej fantastičnemu padcu, so dobički največji kadarkoli. Kadarkoli. Rast dobičkov v podjetju. To je drugi pokazatelj. Govorimo o dejstvih. Če dovolite. Vem, da vas dejstva ne zanimajo, ampak dejstva vplivajo na blaginjo. Ne trači. Ja, dejstva nas zanimajo, tudi kolegi z dejstva ves čas preverjajo vaše izjave, ampak še obrnila se bom, preden gremo kratek predah, kaj pa ljudi zanima, kar nas kličejo ljudje in tudi pišajo in tudi sprašujejo tule v Mariboru. Pa jih bom malce združila. Ali ni morda čas za enotno, učinkovito in razvojno vlado, da bi dvomilijonski narod, ki zna biti tako enoten in ponosen na svojo državo, ob športnih uspehih, dobrodelnosti, pomoči sočloveku, končno uresničil želje, ko smo se odločili v samostojni in lepši poti, vemo kdaj. Da ljudje, ki izstopajo po dosežkih, ne bi več zapuščali države, da bi imeli vsi za preživetje ob tej draginji, da razbremenimo plače, pomagamo gospodarstvu ustvarjati še več in bolje, da mladi pridejo do stanovanj in da vsi v razumnem roku pridemo do zdravstvenih storitev, ki jih drago plačujemo. Na to boste odgovorila, prosim lepo, takoj po kratkem predahu. Mi se vrnemo, spoštovani, seveda, kot sem rekla, po kratkem predahu, ravno s to iztočnico, pod katero vlado torej bi živeli bolje, kako učinkovita in gospodarna je oblast, ki upravlja z davkoplačevalskimi milijardami. Videli smo soočenje konceptov, soočenje osebnosti. Bi si lahko pri strateških odločitvah za blaginjo vseh prišla nasproti, se morda usedla skupaj na kavo, kako prenašata kritiko in koliko na njune odločitve, ki se tičejo vseh državljank in državljanov, vplivata soprogi. V nadaljevanju se nam tudi pridruži tule Urška Bačovnik-Janša in zakaj je gospa Tina Gaber Golob vabilo zavrnila. Ostanite še naprej z nami. Jutri kandidiram 99 evra in visoko plačo. tam bo stanovščina. Vsak trenutek Vas namesto budilke zbudi glavobol? Ustvarite z njo. Odprite individualni naložbeni.
Škoda. Zabreska. Dobrodošli nazaj, gledate peto soočenje na Pop TV med dvema glavnima pretendentoma za premierski položaj, ki ste ga oba sicer že izkusila. Ampak preden gremo naprej tudi na vizijo in kako naprej, še eno vprašanje, ki sem ga mislila sicer v prvem delu, pa vendarle. Gospod Janša, v enem intervjuju vam je gospod Golob podal izziv, če se boste poslovili od politike, se bo tudi sam v istem trenutku poslovil. Kako odgovarjate? Mislim, česa bolj nenavadnega še nisem slišal v življenju. To je odgovor. Ja. Gospod Golob, ste mislili resno? Česa bolj nenavadnega še nisem slišal v življenju. To je odgovor. Ja. Gospod Golob, ste mislili resno?